Vsem skupaj en lep pozdrav, sem Lonely Wolf J, danes tukaj na Kajnem profilu in v bistvu smo danes pogovarjali o eni malo bolj napeti temi, ali kak bi rekel, malo bolj pereči temi, kar se tiče cosplaya v Sloveniji, kak smo cosplayerji tretirani, kakšne v bistvu možnosti imamo, ne samo v bistvu s tem, ko sodelujemo z raznimi firmami, ampak tudi z vsak posameznik, ko dela na nekih stvareh doma. Za tiste, ko še ne veste, trenutno hočem nekaj malo več doseči s tem, ko sem cosplayer, kaj mama kliče. Za tiste, ko mogoče ne veste, poskušam sedaj si nekako ustvariti, raziskovati svoj business side of things in v bistvu sem trenutno vpet v eno business šolo in zaradi tega sem se naučil kar dosti katerih stvari, sploh v bistvu najbolj to, da se v Sloveniji kar dosti podcenjujemo cosplayerji, kreatorji propov, ne vem, ostalih stvari. Se odločil v bistvu, da na to temo posnamem en video, ker se mi zdi zadosti pomembno za to, da lahko kot community zrastemo, da se v bistvu s pomočjo tega nekaj naučimo. Zdaj jaz za cosplayem ukvarjam, letos bo 10 let, zdaj že imam kar dosti izkušenj pri nas z nekimi firmami v tujini, z raznimi konvencijami, kako v bistvu stvari tam potekajo, kako potekajo neka predavanja, v bistvu vse zadeve pri nas potekajo. Sodeloval sem že z dosti firmami, z dosti posamezniki pri nas, v Evropi, v ZDA, v Kanadi, tako da v bistvu lahko vidim neko razliko med mentaliteto in izražanjem do samih cosplayerov in content creatorjev. Jaz v bistvu pri sebi vem, da s tem, ko izdelujem neke predmete, tako je naprimer tam Mendo ali pa ostali propi, ki jih delam neki premium stuff. V bistvu tu gre za luxury, ampak gre v bistvu res za neki premium stuff. In v bistvu jaz gledam res na to, da na produktu, katerega izdelam, ni nekih 3D printing linij, kar pomeni, da jaz v bistvu potrebujem veliko več časa in energije in ne vem, materijala ali pa neke malo bolj dražje materijale, da dosežem neko tako kvaliteto. In naprimer, če dam za primer neka taka Mandalorian čelada, ko v tem primeru 300 evrov pride, da jo izdelaš, verjamem, da se jo da tudi dobiti po, ne vem, 150 evrov, ampak v tistem primeru se pogovarjamo samo o 3D naprintani čeladi, kjer je zlepljena skup in se ta step, torej sendanja pa post-processinga totalno eliminira. In dostikrat se v bistvu zgodi, ko neka stranka pride do tebe, ko neki človek, ok, ti se ukvarjaš s 3D tiskanjem, bi lahko naredil to stvar in pol mu poveš ceno, pa ti reče, ok, jaz lahko isto stvar dobim za neko polovično ceno, kar je mogoče res, ampak ne boš dobil premium izdelka, kar pomeni, da ne bo zadeva izgledala, kot da je bilo v njo vloženo ne vem koliko ur, ampak v bistvu, kot da je bila direktno iz 3D printerja dana, kar pa je velika razlika v bistvu med tem tudi, kar ti hočeš. Hočeš imeti neki izdelek, ki izgleda, kot da je iz filma, boš mogel dati malo več, ko pa, ne vem, če ga jaz samo dam printat, pa ti ga lahko že naslednji dan pošljem. V bistvu, če na hitro razložim proces izdelave, potem čelada, taka se naprimer tiska, ne vem, rečemo 40 do 50 ur tiskanja. Potem post-processing traja, ne vem, 15 do 20 ur, od tega, da jo šmirglaš najprej z 60 grit sandpaperom, greš na 120, 240, pol više in više na 600 tisoč in na 2000, od tega, da jo v bistvu totalno vas brusiš in vmes v bistvu konstantno našeš primer oziroma kit v špreju, kateri ima tudi neko določeno ceno, sploh v mojem primeru, ki uporabljam automotive paint, torej pomeni barve, katere se uporabljajo za avte. Mislim, da je razloženo, zakaj je cena dražja v mojem primeru. Potem, ko priješ do nekega levela, kjer se ti zadeva dopade, ker ni nekih brezveznih linij, pa lahko začneš nanašati sjajne barve, torej prvo črna, naprimer za Mandaloriana, specifično srebrna barva, kjer je na Mandotu, pride liter take barve, mislim, da 250 ali 300 evrov. Znači. In potem na vrh tega še pa prije clear coat, kateri pa, ne vem, prije tudi can, torej spray can 10 evrov, kar, ni poceni. Ali pa v mojem primeru, sploh na Mandalorianu, gre v bistvu za barvo, za sjajno prozorno barvo, kjer se uporablja na avtih. Tako da v bistvu tisto barvo, kjer imate vi kot sjajno, kjer vidite na avtih spolirano, to je ista barva, kjer je bila uporabljena za Mandaloriana. Ko se pogovarjamo o nekih določenih cenah, imam veliko različnih primerov oseb, katere so prišle do mene, pa so mi rekli, ok, ta zadeva je preveč draga, jaz jo lahko kupim za polovično ceno. In v bistvu sem imel en specifičen primer, kjer je oseba prišla do mene, me vprašala za en prop in sem ji postavil ceno, na kar je ta oseba rekla, da je pač zadeva predraga, če je ne morem znižati, in sem rekel, pač, lej, čisto tak je, to, ko to prije zaradi tega pa tega, tako sem tudi vam razložil, na kar se ta oseba ni odločila v bistvu, da vzame to zadevo od mene. Naknadno
Naknadno je ta oseba šla do drugega človeka, kateri izdeluje stvari. Ta človek je v bistvu rekel za določeno ceno, ker je bila prvotno cenejša od moje, na kar je v bistvu skozi proces spoznal, da gre tu več dela, ko si je mislil. Je dal na koncu višjo ceno in je izdelal slabši produkt, kateri ni njemu najbolj sedel na njegove proporcije, tako da ni bil sploh primerno skala na njega, on je plačal več za njega, videli so se linije, teda je v bistvu na koncu plačal več za slabši produkt. In the meantime sem pa jaz v bistvu isto zadevo izdeloval, naprimer en teden, on pa je še dlje mogel čakati v bistvu ta produkt, tako da včasih se ne splača biti poceni. Eden izmed dobrih kvotov je I am not that rich to buy cheap. Zdaj pa lahko razlagaš, kako se hoče. Včasih je treba neke stvari investirati, neke stvari dražje plačati, v bistvu, da ne rabiš še enkrat plačati za isto stvar, pa plačati več. Pač tako sem rekel, dosti sem že imel nekaj primerov, ki je ful podcenjeval moje delo, ampak skozi, 10 let izkušenj, skozi v bistvu toliko različnih konvencij obiskanih in toliko predavanj danih tudi drugim ljudem, sem zdaj na neki točki, kjer ne morem v bistvu več iti pod neko določeno ceno, ker sam vem, kakšne izdelke delam, ker se tudi kažejo. Se mi je že tudi, na primer, zgodilo, da se je šlo za neko predavanje, za katerega sem vprašal, če sem lahko plačan, ampak seveda pri nas za take stvari nimajo budžeta na nekih konvencijah. In the meantime, v tujini so ljudje plačani po, par 100 evrov za to, da 1 uro predavajo. Ampak pri nas je vedno neki izgovor, pač da konvencija ali pa neki dogodek, kjer bi naj ti predaval, preprosto nima budžeta za take stvari. Torej, če konvencija nima budžeta za eksperta, ker je delan na stvareh že več kot 10 let, pol si ne moreš ravno pozitivno misliti o njej. Dostikrat se mi je že na primer zgodilo, da sem se mogel na nekih določenih konvencijah, kjer je bilo predhodno obljubljeno plačilo, mogel prav kregati. Tako da je v bistvu kreganje na koncu trajalo, oziroma se je neko pregovarjanje za ceno in kak tako, pa potni stroški, pa delo, pa ne vem kaj vse, taksa potem še na vrhu, kot država stran zane. Je v bistvu več časa vzelo to, da smo se sploh lahko nekaj dogovorili, ko pa v bistvu potem plačilo, katerega smo dobili. Na istem dogodku so bili na primer neki content creatorji, influencerji, kakorkoli se že hočejo klicati, plačani 300 evrov za enourni pogovor, medtem ko smo bili mi v bistvu za celoten dan dela plačani 100 evrov. Ja. Tako slabo je. Sorry. Pri nas nimamo denarja za potne stroške. Sorry, ne moremo te plačati, ker pač, nimamo budžeta za cosplayerje. Zdaj pa nagovarjam vse cosplayerje. Vi se morate resnično malo bolj ceniti, ker imate neki premium izdelek, s katerim se pokažete in promovirate neko podjetje ali pa, dogodek, konvencijo. Na koncu ste, oziroma smo, manj plačani ko nekdo, ko v kratki majici, v kratkih hlačah daje ljudem Red Bull. In naj še omenim v bistvu, da ta konvencija potem, ko smo mi tam na Mansion Flooru, dobi od nas fotke, nas pofotka in videe in nas lahko potem še leta kasneje uporabi kot promotional material, oziroma pač za njihove oglase, tako da jim dano še neko dodatno vrednost. V bistvu tisti cosplayeri, kateri pridejo na dogodek, in tudi vem, da nekateri influencerji in content creatorji so taki in jim je čisto okej, da so plačani s tem, da dobijo karto, pijačo sponzorsko, pa en burger, bijajo neke kreatorje, kateri bi radi malo več in v bistvu se elevatali na neki višji level v Sloveniji. Treba se zavedati, da mi kot cosplayeri v bistvu smo ena izmed glavnih atrakcij na konvenciji. V bistvu dosti ljudi pride za cosplay competition, dosti ljudi pride za to, da se fotka z njihovimi najljubšimi karakterji iz videoiger in filmov. Tako da imamo vrednost. Mi nismo samo maskote v bistvu, kateri dobimo kostume od, neke druge firme. Mi si te stvari izdelamo sami, with passion, and we love to do it. Treba se zavedati, da kot cosplayeri ne pridemo na konvencijo samo v supergah, v jeansu, pa kratki majici, ampak si nas večina pripelje cosplaye v nekih velikih kovčkih, dosti nas potrebuje make-up, eni potrebujemo 1 do 2 ure, da se sploh spravimo v kostum. Se sploh tega ne da primerjati
primerjati. In naj še omenim v bistvu, da po koncu neke konvencije vedno pride do potrebe po nekih popravilih kostuma, da še tu nastanejo neki dodatni stroški. Res ni super občutek, ko se na primer 6 do 8 ur znojiš na nekem dogodku, nosiš 7+ kg chainmaila, telo celi dan ne diha in samo švica, nosiš, ne vem, sable na hrbtu celi dan in ugotoviš v bistvu, da si plačan 3-krat manj kot pa ena oseba, ker je prišla casually oblečena na pogovor za 1 uro. Ok, ampak, a imaš ti 30,000 sledilcev na Instagramu? Ja, imaš prav. Nimam jih, ampak kar se tiče cosplayerov, mi nimamo value-ta v tem, koliko imamo sledilcev, zdaj bi to bil tudi dodatni value, ampak naš glavni value je to, kakšne kostume delamo. In če pridemo na konvencijo oblečeni v neki kostum, kateri izgleda direktno iz igre, ampak kot da je direktno prišel iz filma, mislim, da je to en huge value. In popolnoma nič nimam proti influencerjem, youtuberjem, content creatorjem, ker točno vem, kak je biti content creator, ker sem tudi sam v bistvu delal videe za YouTube in zato točno vem tudi po pogovorih, kak je bilo kaj, da je prišla te stopnje, na kateri je, do te prepoznavnosti, na kateri je. Ni enostavno, ampak hkrati mislim, da mi kot cosplayeri ne bi smeli biti v bistvu zaničevani iz strani firm, se ne bi smelo na nas gledati kot na nekoga, ki je manj vreden, češ, ok, ti tak delaš to svojo stvar iz veselja, tak dalje. Kaj če prideš, ti lahko mi damo neki floor, ki se ti pokažeš, neke vrste širiš to, da v bistvu postaneš nekaj več, ko pa smo že bili sodniki na tujih konvencijah, ko nas poznajo, ne vem, v Avstriji, v Nemčiji, na Madžarskem, na Hrvaškem. Ne rabimo odra v Sloveniji, tam nas že poznajo. Par dni nazaj sem se pogovarjal with a businesswoman in ko sem ji povedal, s čem se ukvarjam, je bila amazed. Ti delaš kostume iz filmov, iz iger in obstajajo pač drugi cosplayeri, ker je to tudi delajo na takem levelu in je bilo fascinantno. Na kar je ženska osupla, ko sem ji povedal, koliko smo za take stvari pri nas plačani in mi je rekla, jaz bi pričakovala, da bi bili vi plačani najmanj 50 evrov na uro in mi smo plačani več kot pol manj. Vi delate s podjetji, ker imajo denar za neke čisto brezvezne stvari tam na konvencijah pa on the side in pač vas nočejo podpreti kot nekaj takih ustvarjalcev, to je kriminal. In v bistvu take stvari ti dajo za misli, koliko smo v bistvu potem resnično vredni za te firme, ampak sam vem, da lahko v bistvu vsaka firma, tam ko se da rezati budget stran, tam bojo prešparali. Če vi, cosplayerji, ne boste zadosti močni, pa v bistvu se oprli temu in rekli, ok, jaz sem vreden take cene in vem, da sem vreden take cene, pol se v bistvu na tem ne bo nič spremenilo. Lani, na primer, sem zavrnil eno ponudbo, zaradi tega, ker prišlo spet do tega, da smo bili pušani na zadnji krajec budžeta in smo bili plačani, ne vem, določeno ceno, ampak potem z stroški, to, koliko ti vzame država stran, je v bistvu prišlo nekje na polovico in preprosto se več ni splačalo, da bi sploh lahko šel na ta dogodek. Včasih se morate zavedati, da rajši se sedeš doma, pa gledaš televizijo ali pa delaš nekaj produktivnega, delaš na naslednjem cosplayu, da pa wastaš svoj cajt, da greš na neki dogodek. Skozi leta izkušenj se nekako pri samem sebi naučiš, da to, da greš na neko konvencijo, zato da boš dobil exposure, pa da greš na televizijo, ker te bojo vsi videli, pa da si v cajtengah konc koncev ne pomeni nič. Ves ta exposure, ker ti je bil obljubljen na tej točki, vidiš, da sploh ne obstaja in na nikoli ne bo prišel, da ni resničen, ampak je samo neka napihnjena beseda za to, da te spravijo v to, da delaš popolnoma zastonj. Tako da bi vas zdaj vse cosplayerje pozval, da razmislite o vseh teh besedah, ki sem jih vam dal. Ok, mogoče si mislite, ok, dude je pretentious, dude preveč govori, dude se dela pametnega ali pa hoče preveč casha, ampak na koncu morate sami vedeti, koliko ste vredni. In če boste prišli na neki dogodek samo, da boste dobili od sponzorjev vodo, pa en burger, ne vem, če se boste najboljše počutili. Na koncu dneva je čisto ok, če si samo neki cosplayer, kateri uživa v cosplayu in si tam samo zaradi self-enjoymenta, super. Ampak tu so v bistvu tudi nekateri ljudje, kjer bi radi ustvarili iz cosplaya nekaj več. Ali pa tudi lahko govorimo o content creatorah, youtuberah in influencerah. Pač nekdo je tu zato, da nekaj več ustvari iz tega. Ne samo, da je tam samo za zabavo,
Evo, damo za primer čisto banalno stvar. Fuzbal lahko vsak špila doma, pa uživa v njem, ampak nekdo je pa tam, kateri bi rad enkrat prišel na, ne vem, UEFA ali pa FIFA ali pa špilal z nekimi velikimi klubami. Pač, and it's totally fine. Nismo vsi enaki. Ne smeš zavirati tistega, ker ima neke sanje, da bi dosegel več in se prebil višje. To je bil nekako moj rant o situaciji, kjer imamo trenutno v Sloveniji, o nekem nespoznavanju, kaj gre v izdelavo določenih kostumov, propov, čelad, do tega, da v bistvu se premalo investira v nekoga, kateri se resnično potrudi in je umetnik in profesionalec na svojem področju. Tako da, najlepša hvala za poslušanje. Upam, da se vidimo v naslednjem videu, ker bo mogoče tema malo bolj nežna, mogoče bomo spet kaj kuhali. Tako da, hvala vam vsem. Počekirajte moje social medije, počekirajte kajne social medije, preverite vse linke, ko so spodaj in nas, kolikor le lahko, supportajte pri temu, kaj delamo, ker vlagamo res dosti časa v nekatere stvari. Polovico stvari sploh ne vidite na spletu, kateri se dogajajo in the background. Še enkrat, vsem hvala, vsem imejte in veliko se smejte. Čau.